Spoštovani, prav lep dober večer na Slovenski matici v okviru cikla Matica pod zvezdami, ki ga Slovenska matica organizira s pomočjo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, ki podpira tudi naše literarne prireditve. V okviru cikla Matica pod zvezdami predstavljamo nove novitete, ki so išle pri Slovenski matici v zadnjem obdobju. In prav posebno čast mi je, da danes tukaj pozdravljam dva imenitna gosta, slovenska filozofa, akademika profesorja Tineta Hribarja, ki ga seveda ni treba posebej predstavljati, dolgoletnega člana našega upravnega odbora Slovenske matice, prav tako tudi dolgoletnega vodjo filozofskega odseka Slovenske matice in seveda našega dragocenega avtorja, pisca številnih filozofskih monografij. Govorili pa bomo danes o delu Bog v postkrščanstvu avtorja Lenarta Škofa, ki ga prav tako zelo lepo pozdravljam tukaj v naši sredini. In tudi njega že poznamo. Bog v postkrščanstvu je že tretja knjiga, ki je v matičini zbirki Slovenska filozofska misel išla izpod peresa profesorja doktorja Lenarta Škofa. Filozof, religiolog, predstojnik Inštituta za filozofske in religijske študije na ZRS Koper, dekan fakultete ISH pri Univerzi Alma Mater Europeja, tudi član našega filozofskega odseka, velja za enega vodilnih filozofov na polju sodobne filozofije diha ter elementarne filozofije. Iz stare indiščine je prevedel Upanišade. Njegova izvirna dela so izšla pri številnih mednarodnih založbah in so prevedena v nemški, italijanski, ruski, perzijski in bengalski jezik. Leta 2022 je prejel Zoisovo priznanje za izjemne dosežke na področju filozofije in etike. Torej, lepo pozdravljena oba gosta še enkrat in seveda vsi, ki ste se danes tukaj zbrali. Kljub hrupu, ki vdira z ulice v ta naš prostor, v matičino dvorano, se tukaj sprašujemo o pravzaprav vprašanjih našega časa, o dobi našega časa, tudi o tako imenovanih, če bi se Lermontovsko izrazila, junakih našega časa, ki prebivajo v našem filozofskem premišljevanju. Vprašanje o Bogu v postkrščanstvu, ki si ga zastavlja profesor dr. Lenart Škof, je eno od takih temeljnih vprašanj, ki si jih zastavljamo v 21. stoletju. In zato morda začetno vprašanje, od kod in zakaj tale sintagma postkrščanstvo. Vemo, kako zelo je bila predpona postmoderna v 80. letih, ko smo vsi zelo radi govorili o postmodernizmu. Potem pa smo imeli občutek, da se je nekako ta doba prevesila v nekaj, kar pravzaprav niti ne moremo več opredeliti, definirati, določiti. Kaj je pravzaprav to postkrščanstvo, ki ga že naslovno nagovarjate in izgovarjate? Je pravzaprav to priznanje konca krščanstva ali njegove transformacije? Hvala za ta uvod. Najprej bi se zahvalil seveda Slovenski matici za to zaupanje skozi vaš čas. Ta knjiga je tretja v vrsti od leta 2012, ko sem izdal Etiko diha, preko 2018 Antigone sestre in 2024, torej ta knjiga, nekako v umirenem tempu 6 let. Zahvala tudi seveda profesorju akademiku Hribarju, ki je nekako, njegova knjiga je bila ob meni, ko sem začel pravzaprav sploh se ukvarjati s filozofijo, tam davnega leta, mogoče že zdaj 90, ko sem bral Sveto igro sveta in tam noter so mene stvari
našel, ki so me nagovorile in ki sem začel potem razmišljati, da bi se odločil za študij filozofije. Sama knjiga, ja, lahko bi se imenovala tudi Bog po krščanstvu, samo bi zvenelo nekoliko nenavadno. Recimo med raziskovanjem gradiv za svojo knjigo sem odkril, da je Franz von Baader, ki je pač mislec 19. stoletja, pomemben mislec recimo neke filozofije, ki me je pritegnila tudi proti koncu knjige moje, ki sem jo nekako tematiziral, je že leta 1828 napisal, da imamo 3 dobe, predkrščansko, krščansko in pokrščanstvo, zdaj jaz temu lahko rečem tudi postkrščansko. Zdaj, da bi jaz izumil nekaj novega, seveda to ni, tudi Gianni Vattimo, pokojni žal, je napisal knjigo After Christianity in se spraševal, kam gremo, in kot katolik vzgojen v pravzaprav tudi semenišču, oziroma zelo drugače od mene, ker nisem bil tako vzgojen, recimo, se je spraševal, kam lahko gremo po tem obdobju krščanstva, v katerem smo bili kar dolgo. Zdaj, samo ime bi jaz mogoče knjige bi poudarek dal na drugi del, se pravi, oziroma obratno na prvi del, torej Bog v postkrščanstvu. Pravi, mene zanima, kakšnega Boga lahko danes mislimo, kako se Bog danes razodeva, kako se nekako epifanija Božjega kaže skozi tisto, kar imenujem povezava ali pa nek vinkulum po Brunu in Merleau-Pontyju narave človeka in Boga, ki so recimo na neki liniji drug z drugim povezani, oziroma bomo rekli, je božanskega. Tako da to vprašanje je pravzaprav kako vprašanje današnjega časa, kje smo po 2000 letih ali pa recimo še malo več, nekaj recimo že izvorne reinterpretacije evangelskega nauka skozi grško filozofijo, ki se je zgodila v najzgodnejši dobi, torej recepcije Jezusovega nauka, ki je bil podan v aramejščini strani utelešenega, torej recimo preroka ali pa zdravilca, kot bi rekel Caputo, navdihnenega človeka Boga, kako želimo. In ki je bila zelo hitro prenešena v miselni okvir grštva, v miselni okvir zgodne in že kar trdne metafizike, in to je seveda precej usodno zaznamovalo 2000 let razvoja krščanstva, ki se je potem seveda, da ne omenjamo institucionalizacije, razvoja, potem sočasnega razvoja znanosti, razuma, ki je pač prihajal z razvojem postrenesančnega človeka na plano, nekako v nas usidral kot en model, ki smo ga bili pripravljeni sprejeti. Jaz pa pač rad preizprašujem stvari, in so mi všeč misleci, ki so nekje, ne bom rekel nujno ob robu, ampak ki niso del mainstreama, in se v tem smislu sprašujem, kaj lahko pa s krščanstvom, in zdaj seveda tudi na nek sinhronistični način z drugimi verstvi, ki jih pritegujem v to debato, ker jaz verjamem za eno metaforo Raimonda Ruerja ali pa tudi Feuerbacha, da se da nekako pod religijami metaforično speljati neko podzemno vodo, ki jih povezuje. In te religije, ki jih tukaj obravnavam, niso samo seveda krščanstvo, tudi v bistvu postkrščanstvo obsega v sebi neko odprtost do mišljenja, tudi medreligijske razlike, do mišljenja medreligijske sinhronicitete. Namreč v knjigi sobivajo na enakovreden način vedska filozofija in religija, ki je meni tako ljuba, sobiva perzijska religija, hinduizem, budizem, džainizem, mormonizem, recimo, je ena zelo posebna oblika krščanstva, ki je že samo po sebi pravzaprav neka postkrščanska odločitev znotraj 20. stoletja in tako naprej. Tako da, seveda je težko reči zdaj, kaj bi to postkrščanstvo pomenilo. Mogoče še zadnja stvar, kot seveda se v tej knjigi pokaže, je ena vodilnih idej te knjige tudi tako imenovana misel treh dob, ki jo najdemo že v judovskem, v Talmudu, najdemo jo pa seveda tudi pri Joachimu iz Foreja, pri Amalriku Benskem, pa pozneje se najde pri različnih mislecih, tudi nekako odmeri pri Schellingu, Hegelu malo, predvsem pa pri Rigaraj. Gre za nekako 3 dobe, ki pravijo, da prva doba bo doba očeta in zakona in bo trajala toliko in toliko časa, druga doba bo doba sina in pač neke, rekel, njegove evangelske ljubezni in tako naprej, in tudi cerkve. Tretja doba pa doba nekega, takrat so mislili najprej bratstva, ampak nekako je to doba duha, doba diha, kot jo sam razumem, tudi nasledi Rigaraj. Skratka, to pa je ta doba, rekel, ki bo prišla, ki še ni.
In če dodam še eno majhno, rekel, tako iskrico iz Agambena, ki je nekoč citiral, ne, tudi iz Talmuda, eno modrost, kakšen bo ta svet, ki bo prišel, ne, v prihodnosti, kakšen bo ta svet, recimo, ki bi ga želel videti kot nek postkrščanski, postkatoliški svet. In Agamben citira torej staro judovsko modrost, ki pravi, vse bo enako kot zdaj, samo malo drugače. Vse bo enako kot zdaj, samo malo drugače. Vemo, podoba krščanskega trojedinega Boga, omenjali ste že 3 dobe in hkrati seveda govorimo tudi nekako o vaši knjižni triadi pri Slovenski matici. Omenili ste že, da ste leta 2012 izdali knjigo Etika diha, ki jo lahko razumemo kot seveda ta pojem pnevme, ki je popolnoma eteričen. Potem sledila knjiga Antigonine sestre, ki je osredotočena predvsem na ženski princip mišljenja, doživljanja in seveda tudi delno že čutenja in gre za nekako, bi rekla, dualizem med eteričnim in materialnim. In Bog v postkrščanstvu kot 3. knjižno delo, v katerega pa tudi sami označujete kot neke vrste materialno, elementarno, torej čutno teologijo Boga. Je ta, tudi to trojstvo vaše knjižno, ko pričuje in se sprašuje in prevprašuje naše mišljenje in seveda naše dojemanje Boga, naključje ali morda to zdaj tudi neka zaključena celota tega premišljevanja? Ja, mislim, da ni naključje, sicer bilo pretenciozno reči, da je tukaj za neko zdaj tematizacijo naprej določeno kar trojice in tako naprej, trinitete krščanske, seveda ne, ker tega človek naprej seveda tako prevzeten pa ne more biti. Vendar pokazalo se je, da sem skozi ta premišljevanja, ki so prihajala predvsem, rekel, spontano, tudi skozi različne, kot jih imenujem, čudeže ali neke povezave, ki se zgodijo, da sem najprej se odločil za tematizacijo diha kot ene zelo pozabljene seveda bitnosti, entitete ali pa pojava, saj ne bom zdaj določil, kaj je. Dih je bil namreč docela izkoreninjen in pozabljen v zahodni tradiciji. Seveda so bile neke pač primeri, zdaj Anaximenes je bil zadnji, ki je to še nekako v predsokratskem času tematiziral, vendar Anaximenes česar ni napisal, imamo en stavek od njega in pač ta stavek verjetno drži, kaže na to, kako so dih videli v stari predsokratski Grčiji kot neko povezavo kozmičnega telesnega in dihalnega. Potem je bil pa pravzaprav dih nekako imobiliziran, bi rekel, v duha, v tisto, kar poznamo z duhovnim, z geistom, z esprijem v tej bolj trdi varianti, ne. In dih je bil nekako neprisoten, vse tega bi rekel, do mogoče, ja, moderne, ne, kjer se pojavi v določenih, pri Holbachu se pojavi, potem tudi pri Feuerbachu in tako naprej, skratka so, seveda prav pri Jamesu, Williamu Jamesu in tako dalje. In po tej sledi sem šel in pokazal, da tisto, kar je recimo v drugih tradicijah, predvsem v indijski, pa tudi islamski, ne, pa tudi seveda kitajski, japonski, če pogledamo ki, pa či, pa prano in tako naprej in seveda sufizem. Tisto, kar je tam ostalo nekako samoumevno, da človek skozi dih lahko doseže nek uvid, neko, rekel, tudi kognitivno prepričanje. To je bilo na Zahodu pravzaprav prepovedana tema, ne. Skozi dih se ni dalo ničesar narediti in naloga moje, recimo mojih somišljenikov, ki pač to ustvarjamo že kar nekaj časa zdaj, je pokazati na to skrito, ne, bogastvo pravzaprav diha in ne nujno samo kot nekaj, rekel, ne vem, to je pa naša joga in tako naprej, ker joga ima svojo logiko, ne, je pač ukoreninjena v indijskem kontekstu, ima religijsko noto in tako naprej. Mene je zanimala pravzaprav filozofska reinterpretacija diha. Zdaj v Antigonih sestrah sem potem na tej sledi zelo hitro začutil, da je dih pravzaprav neka matrica, ki je povezana z utripanjem življenja. In ker so pač nosilke življenja vendarle bile in so še vedno ženske,
in ki so bile ravno tako kot dih v filozofiji popolnoma neprisotne tja do 20. stoletja, sicer zdaj obstaja en izjemen projekt Springerjeve, rekel, serije knjiga, ki jo ena nemška filozofinja, naša kolegica postavlja. Ogromno so najde seveda in iščejo torej za nazaj, filozofini, ki so bile tako drugače zatrte, pozabljene, odrinjene ali pa preprosto marginalizirane, tako da ne bi preveč sugeriral tega, da to ni bilo neprisotno. Vendarle feminilno je bilo, rekel, tistega znamenitega Zeusovega, rekel, umora, boginje Metis, ko je pač sprevaro požrl, to staro, davno, prastaro boginjo, ki je bila vse prisotna kot boginja vode, boginja vsega. In ko je on sam rodil seveda Ateno, ki postane zavetnica tudi orožja in tako naprej, bolj moških zanimam, rekel, v grškem svetu, s tem pravzaprav se začne ena tradicija, ki je zame precej, rekel, kot bi rekel v Indiji, da je to enonožni brahmana. Oni so rekli, če je nekaj nepopolno, je enonožno, pač pade. In to je ta enonožna tradicija v Evropi, ki se je odrekla nečemu pomembnemu, tako da sam šel še malo dlje po tej sledi in me zanimalo, če je v sami ontološki matrici, torej tako stvarstva, kot tudi filozofskega, rekel, ontološkega jedra, biti, kot pri Schellingu, nekaj feminilnega. Našel sem seveda izjemne stvari, ko sem to preiskoval in jih poskušal nekako predstaviti v Antigonih sestrah, ki združujejo nasledje Antigone in njenih, rekel, kot tistih, ki imamo 17 sester, ki jih v knjigi, torej 18 ženskih likov, vključno s Jezusom, ki je tudi interpretiran kot Antigonija sestra, malo idiosinkratično ali pa malo provokativno, sem poskušal to, rekel, drugo pozabo tematizirati. In seveda ni odveč reči, da v trojici, sveti trojici ženskega kot takega ni, saj ne na formalni ravni, na ravni preko veroizpovedi cerkvene. Najde se pa seveda v, recimo, ikoni Andreja Rubljova, ker so vsi tri liki trojice združeni okrog ene posode, ki predstavlja koro ali bistvo, matrico ali maternico stvarjenja, torej ženski princip, tudi pri Platonu najdemo ta princip kore, ki je dojilja in tako naprej. Torej, te stvari so bile seveda prisotne, samo treba jih je najti in tematizirati. In seveda v sodobnem času Kristeva, Irigaray, Ettinger, to so recimo ženske filozofi, ki sem jih bral, so vse po vrsti tematizirali stvari, ki so me zanimale. In na koncu, ja, ta tretja knjiga je pa pravzaprav spet pozaba enega, po mojem, pomembnega vidika, namreč materialno elementarnega vidika religije, teologije. Napisal sem eno konstruktivno, kot se reče, teologijo, filozofsko teologijo, jaz sem poskušal pokazati, da je kreacija ex nihilo absurda, da torej Bog ni mogel ustvariti sveta iz niča, kot želi verjeti katoliška cerkev, torej pravoverna in tista dogmatska, ampak da je Bog, če je že ustvarjal iz materialov, ki so bili tam pred njim, ki so bili na razpolago, da je torej kreacija ex materia. To so vedeli perzijski filozofi, še preden so jih pač uničili s tisto revolucijo v 20. stoletju, in so nekako zapreli tudi islamsko filozofijo neko temo, nažalost. Predtem je bila seveda močnejša od evropske nekem smislu. To so vedeli mnogi seveda misleci, ki so potem tudi kot Bruno zgoreli na Armadi, recimo. To ve Lucy Irigaray, ki je tudi plačala to za neko marginalizacijo svoje misli na nek način. In te stvari še vedno niso popolnoma samoumevne. In nekako ta knjiga, torej, če sklenam, je pa poskus rehabilitacije tega elementarnega načela, tudi rehabilitacije magičnega, mističnega, ki je tako pogosto v naši razsvetljenski in racionalistični kulturi nekako že razglašeno kot, ne vem, paranormalno, kot to so neki čudeži, to so metafore, to nima smisla, ampak vendarle, kar se godi na tem svetu, je pravzaprav nek čudež. Tako da to je bistvo te trilogije. Hvala za ta izčrpen povzetek nekako tega filozofskega opusa, ki je izšel pri Slovenski matici v zadnjih 13-12 letih. Akademik profesor dr. Tine Hribar, tudi sami ste pravzaprav pri Slovenski matici, vendar v okviru druge zbirke Razprave in eseji, izdali 3-delno obsežno monografsko razpravo, študijo Nesmrtnost in neumrljivost.
In tudi tam je v središču vprašanje Boga skozi zgodovino, zlasti evropske filozofske misli in seveda vprašanje Boga danes. V kakšnem kontekstu ali pa morda celo v dialogu sta obe deli, tako Škofova triada, bi rekla, knjižna, in pa ta vaša res epohalna razprava o nesmrtnosti in neumrljivosti. Povezal bi lahko bilo seveda in nekaj veliko. Danes je pa vse nadaljeval kar pri kolegu Škofu. Se mi zdi, da je ta knjiga en velik premik, ne samo v slovenskem, ampak v evropskem, pa svetovnem prostoru, ker zadnje več kot 2000 let smo se gibali v okviru platonizma, tako drugače razumljenega, ki mu je stoletja podlegalo tudi krščanstvo. Zadnje 200 leti pa se gibljamo, oziroma smo se gibali v Ničevem obratu Platona, ne? In smo se skozi tudi z Ničem, kljub temu, da je prišlo do obrata, smo se v tem dualističnem svetu gibali, ne? Se pravi, začnemo s temi dvojicami, metafizičnimi dvojicami pri Platonu, od čutnega in nadčutnega, diha, ki spada v Platonu v območje čutnosti, in pa duha, ki spada v območje nadčutnosti, se pravi v območje idej, in uma, kar potem Aristotel še dodatno zaostri, ki poudari izrecno vlogo uma. In zdaj, če ta obrat ničejanski naredimo, ne, sicer poudarimo čutnost, navsezadnje lahko tudi ženskost, ampak v tem primeru je ženska vzrta v zlatnem ogledalu Platona, ne, to se pravi, ne kot tisto, kar spada v območje nadčutnosti in tako naprej, ampak to, kar spada pod. Se pravi, ne samo v območje nečesa, kar ni nadčutno, ampak tako rekoč celo podčutno, ne. Razen v Timaju, si navedel, kjer nastopi Hora kot odmer neke, bi rekel, pradavne misli, materinstva, mater in tako naprej. No, tle pa vidim v tej knjigi pa ta premik, da se ne giblje več niti v tej schemi, v tej dualizmu, niti v obratu, ne, niti ni podvržena platonizmu, niti ne ničemu, ampak odpira prostor nekemu razumevanju sveta, s tem pa tudi Boga, ki temelji na tem, da soobstajajo na neki ravni, na neki isti ravni i dih, dah in duh, ne. In čeprav razumem, je tam Bog v postmetafizični, oziroma postkrščanski dobi, pravzaprav ta razprostrtost, se pravi, ne razcepljenost na dualizme, ampak v nekem smislu vse zaobsegajoča dimenzija, ampak spet ne v tem smislu, ker spet nič ne dobimo, če to vseobsegajočnost potem podredimo nekemu vrhovnemu principu, ne. Tu bi se zdaj potem malo vrnil k krščanstvu. Sam sem v knjizi Pustiti biti, se pravi, v 30 letih uporabljal ta pojem postkrščanstvo, ki je pa razlikujem od tega pokrščanstva, od pojma pokrščanstva, ne. Pokrščanstvo je lahko izrazito pomeni negacija krščanstva, ne. Postkrščanstvo pa ne pomeni negacija krščanstva, ampak iskanje neke bistvene dimenzije krščanstva. In tu se jaz potem vprašam, pa bi tudi te postavilo vprašanje, kaj pravzaprav je krščanstvo, ne. Pravzaprav krščanstva kot takega ni, ne. Imamo katolicizem, imamo pravoslavje, imamo protestantizem. Ali pa če je, kaj potem pomeni krščanstvo? A je to misel evangelijev? Pred cepitvijo na te
konvencije oziroma konfesije. Ne. Jaz sem to iskal v tej knjižici, tisto preko opredelitve, kaj je sveto, povezava med svetim in Božjim. In mislim, da zdaj gremo pač dejansko vsebinsko opredelitev tega postkrščanstva v pozitivnem smislu. Ne. Se pravi, kaj od krščanstva, ne glede na vse te perturbacije zgodovinske skozi 2000 let, ostaja za današnjega človeka, se pravi v današnjem svetu, na kar se tudi lahko odpremo. Ne. Tu se pa mi potem seveda postavi vprašanje nujno, kako se vsi poznamo, ne. Oziroma vsi veste, da sem se zelo veliko ukvarjal s Heideggerjem, ne. On je bil pred istimi dilemami, ne. In je potem iskal dva izhoda, ne. Nikjer ga ni se nemogoče prehodil do konca. Po eni strani se je oprl na Herderlino, ne, imaš potem tisto četverje, zemlja in nebo, smrtni človek, ljudje kot smrtna bitja in bogovi kot nesmrtna bitja. Ne. Tukaj je zdaj ta problem, ta množina bogov pri Platonu, pri Heideggerju, ne, kaj ta množica bogov pomeni. Ne. Ker to je se nekaj časa ukvarjal, potem je pa prišel oziroma spodom na tako rekoč k pojmu Boga v edini. In to je njegov poslednji Bog. Ne. Ta poslednji Bog, ki je pa močno uprt, bi rekel, tudi na svetopismo Nove zaveze, ne, se pravi mimo Boga in tako naprej. Mene bi zdaj zanimalo, kako bi ti te tri dimenzije bogov ali pa Boga opredelil. Ali je ta Bog v postkrščanstvu nekakšen poslednji Bog, ali čeprav razumem ni, ker ti tega Boga postavljaš sicer v postkrščanstvo, ampak v bistvu pa bivaš že vse skozi, z naravo, s človekom in zaobsega vse te dimenzije. Ne. Ni reduciran na eno dimenzijo. Jaz sem si odprl tale odlomek iz Caputa, ne, ki takole pravi, se mi zdi še najboljše izhodišče za odgovor, ki povezuje pač kozmično, celo rekel, kozmično v smislu vesolja, ne, in tudi našo, recimo, religijsko stvarnost. Takole pravi, naša telesa so stvar solarne, galaktične in kozmične snovi, porekla elementov. Vsi mi smo zvezdni prah, ustvarjeni iz prastarih delcev. Jezusa obravnavam kot judovsko-poganskega preroka in zdravilca v sozvočju z živalmi in naravnimi silami, v čigar telesu elementi plešejo svoj kozmični ples in ga s tem spreminjajo v kanal, po katerem se pretakajo te elemente, pa obravnavam kot kozmično milost, ki jo kanalizira Jezusovo telo. Zdaj, kot izhodišče, moja knjiga, tako kot ste ugotavljali, moja knjiga ima dva dela, preteklost in prihodnost. In po eni strani Boga vidim že prisotnega v preteklosti, po drugi strani ga pa vidim ne kot prihodnega Boga ali pa kot zadnjega Boga ali pa poslednjega Boga, ampak kot Boga, ki je malo divjevsko rečeno, čeprav divje je tle preveč, bi rekel, sekularna, ne, ampak kot pomoč, ki je v nastajanju. Ne. In ta zgodba Caputa, ne, je mogoče pa potem druga možnost odgovora. Torej, prvi odgovor bi bil temporalnost Boga nekako med preteklostjo in prihodnostjo. Preteklost pomeni tudi tisto, kar veliko tematiziram, ta globoko utelešenje. Skratka, Jezus ni bil utelešen samo v svojem času, Jezus je moral biti po mojem utelešen tudi v neandertalcu, mogel biti utelešen tudi v nekem, rekel, bitju pred njim in tako naprej. In Jezus, kot ga sam razumem, tudi še ni dovršen. Ne? Tako da ta zgodba galaktičnih snovi in da smo mi pravzaprav zvezdni prah, je pa seveda izjemna in se danes pojavlja tako imenovani kvantni teologiji, ki ima več seveda plasti. Ne bom se dotikal tiste, ki jo delajo prav fiziki in filozofi znanosti, in religijski specialisti za znanost, ampak sem dotaknil te, ki jo Caputo razume.
Tukaj pa mislim, da jaz tako razumem malo teardovsko, ne, in zdaj vprašanje krščanstva seveda je lahko zelo pristransko, pač to je recimo kot, v katerem jaz pišem, ne, filozofiram. Jaz sem sicer naredil en obrat, recimo preko Indije, Tibeta, tam sem se najprej znašel, pač po nekih naključjih morda, ampak nekako sem se najbolj ukoreninil z tem, rekel, pridihom ves čas indijskega, ampak sem se ukoreninil v tem, kar nekako definira evropsko pravzaprav zgodovino krščanstva, ne, kot nekega izročila, ja, evangelskega, hkrati pa še malo bolj Jezusovega. In zdaj jaz tako Jezusa vidim nekako, prav tle sem si tako narisal, ne, kot neke, rekel, tokove, zdaj da ne bom izpadel, ne vem kako zdaj New Age-ovsko, pa uporabil besedo energij, ampak vendarle nekih kožničih energij, ki sem, če jih to smem imenovati, ki se na nek način povežejo in se potem manifestirajo v določenih osebah. Zdaj, te osebe so po eni strani Buda, po drugi strani Jezus, ki so neka, rekel, destilacija ali pa neka polnost nekih energij. In te osebe mi imamo potem za božanske. Zdaj, a je pač Jezus Bog skupaj en z Bogom ali ni, to meni ni nikoli toliko tangiralo, ker to so pač, vemo, prestižne, dogmatične debate, ne. Lahko bi šla tudi zgodovina cerkve čist drugo smer. Zanima pa me to, da je recimo Jezus kot en tak, tudi Nietzsche je zelo zanimal, ne, kot tip, ne, odrešenika, Nietzsche vemo, da se je gibal v bližini Zaratustre, Dioniza, Jezusa, Bude, z vsemi se je poistovetil, tudi nekako se zlomil na koncu za tega, morda, ne vem. Jezus je pravzaprav tista, rekel, ja, destilacija, polnost teh, jaz zdaj v nekem prihodnem projektu, ki ga že malo delam, agapističnih energij, ne spravim, nekako agapeologijo razvijam za naprej, ne, kot neko, rekel, vedo ali pa prolegovan agapeologiji, kot vedo ljubezni. In še najbližje je meni pač Feuerbach, ne, ko prej, ko je omenjeno, da je Bog nekako že bil prisoten na tej ravni tega neksusa, ne, Bog, narava, človek, to, kar tudi Merleau-Ponty ugotovi, da je to neka koncentričnost, ki je inherentna svetu. Ja, Bog je v bistvu v tem smislu prisoten, kot Feuerbach pravi, kot v naših telesih, odmeva skozi naša telesa, ti mali čudeži, ki se dogajajo, te, rekel, nek naklonjen pogled, neka, rekel, povezava partnerjev, prijateljstvo, nek dotik živali, izmenjava nekega, rekel, sočutnega ali pa milostnega trenutka med ljudmi, ali pa tudi v okviru narave, torej okoljske znanosti, mislim, okoljske sodobne konstelacije, ti mali čudeži, kot jaz mislim, so pravzaprav povezani na nek subtilen način s tem Jezusovim telesom, ki se je pač takrat pojavilo v tistem zgodovinskem trenutku. In zdaj krščanstvo, kot ste ugotovili, na ta način, ja, mogoče deridajevsko skozi neko linijo razlik, ga sploh ni, nikjer najdete, ne. Zdaj, kamorkoli pokukamo, se bo mogoče to krščanstvo že spet izmuzeno, ne. Pogledamo, a v cerkvi je, ampak spet ne čisto, a v Jezusu je, ampak Jezus še ni dovršen, a v meni, a Bog ne dej, ne še, ampak upam, da nekoč sam nekaj merja, ne. A je v paru ljubečem? Ja, mislim, da, ko sta združena v enotnosti in ko dosežete mogoče v tisočinki sekunde neko, rekel, povezanost, je v ljubečem paru Jezus in krščanstvo. Tako da, pravzaprav ne bi se igral s temi sicer odzračevalci, pa ne bi Derridaja tudi previsoko v tem smislu hotel dati, ne, ker je velikokrat tudi on pravzaprav zapadel mogoče neki temu ničejansko, kaj vem, husarlovski igri, ne, in je zagovarjal samo, da je edina prava filozofija transcendentalna, ne, da empirična ne obstaja. To mene zelo pri njemu motiv in sem to samo zameril nek način, ne. Jaz pa mislim, da je empirična seveda zadeva pomembna. Tako da jaz bi sklenil in bi rekel, ja, Feuerbachovsko, ne, Bog je pravzaprav srce tega sveta, ne. Če ga imamo nekje, ko iščemo srce tega sveta, v njem se nekako najde tako Jezusa, kot seveda tudi Budo, kot tudi Boga, božanstva. In še nekaj smo se mi v bistvu odvadili, ne. Mi religijo nekako razumemo kot nekaj res določenega, ne. Zdaj, mene dostakrat sprašujejo, pa kaj si ti, a si panenteist, a si panteist, a si animist, kaj si, ne. Zdaj, to je tako, ne, če hočejo ljudje predale, jih potem imajo, si potem predale organizirajo, jaz pa teh predalov nisem maral in se mi zdi, da čim mi določimo, kaj bo krščanstvo, ne, bomo rekli, krščanstvo ni panteizem, zato ker, krščanstvo ni animizem, ker. Jaz nasprotno mislim, da je to postkrščanstvo, ki ga iščem, je natanko to, ne, je pač nov elementarni animizem, je nov elementarni kozmični panteizem, je nov sinhronistični, pravzaprav postreligijski impuls, ne, v nas.
In vse to mislim, da nam daje dovolj gotovosti, ne? Saj manjše, da lahko, če smo malo vsem drzni, ne, kar sam sem včasih bil, ne, pa potem to je malo tvegano, ne, da lahko recimo tako potem zasilno tezo bi postavili, tudi kot odgovor. Ne. Ja, jaz v knjigi, mislim, knjiga opreveja neka radost. Ne. Medtem, recimo, ko berem, ki verjamejo, da je Bog kreator ex nihilo, ne, kot recimo Gorazd Kocijančič, ne, te radosti ni. Ne samo, da Bog lahko vsaki svet ali pa mene stvari iz nič, ne, ampak kot prav Gorazd, Bog me vsak hip lahko tudi uniči, ta hip, ne. Se pravi, s tem, če pa to, potem je pa Bog ni samo ljubezen, ampak je tudi lahko me obdaja z glasom. Zato bi se vrnil k problemu Svete Trojice, tri osebe, en sam Bog, ne. Že tukaj se postavlja vprašanje, katera oseba od teh je stvarnik iz nič, recimo. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa je, ker pogrešam razlago predvsem pri naših teologih, zlasti biblicistih, pa ne samo naših, če shajamo iz treh oseb, ne, se ponovno predpostavlja, da je prva oseba, Bog hoče, ne, isto kot Jahve. Ampak ni. Jaz mislim, da ni. Ker če Bog hoče, kateremu pač se obrača Jezus skozi svojo molitev, Oče naš, ne, potem ta Oče naš, po mojem, ne bi mogel na ta način ukazovati pokole, kot jih je Jahve zakazal Mojzesu. Ko je s tem, da je ukazal pokol vseh tistih, ki se niso držali čiste vere, ne, krivoverce, ampak hraniti požilje, ne, je ta mojzovski pokol, masakr, pomenil prvo, ne samo prvo bratomorno vojno. Potem imamo v Stari zavezi, spet ukazuje počez genocidna dejanja Židov, Izraelcev. In celo holokavska dejanja. Se pravi, tega Jahveja bi težko zanačal iz Bogom očetom iz Svete Trojice. Medtem ko naši teologi se niso sposobni distancirati od Jahveja. To zdaj najbolj vidimo v odnosu do Gaze. So blokirani, ker se ne upajo obsoditi teh ukazov genocidnih, holokavskih Jahveja. Pobite vse od otrok do požgite in tako naprej. To so vse Jahvejevi ukazi. Tako da mislim, da bi morali se ne samo naši teoriji, ampak sploh cerkev zdajle, ne vem, kaj bo naredil do 14. Papež Frančišek je skušal v to smer iti in je, ampak se bo takoj zastavil, če se je dalo. Se pravi, krščanstvo bi se moralo distancirati od judovstva. Ne moreš kaj naprej govoriti judovska krščanska civilizacija. Ni res. Ni res. Krščanska, če pa ni, če prevlada Jahve, potem pa to ni krščanstvo. In trenutno se bojim, da pri vrstih teologih, ki dobesedno zagovarjajo Mojzesov pokol ne samo kot upravičen, ampak tudi pravo izhodišče, tako rekoč kulture, civilizacije. Da si na ta način zdresiral Žide za totalno pokoščenje. V tem smislu, da namreč potem pač vodi do tega absurda, da imaš 5. Božjo zapoved, ki prav ne ubije. Vse prve 3, ki so pa glavne, se pravi Božje zapovedi, pa zakazujejo izrecno uboj vsakega, ki ne veruje, ki zlorablja ime in tako naprej. Se pravi, imaš totalno protislovje
prosto. Mislim, da je skušal je zasravnost tega izplavati, ne vem, kako ti misliš. Ja, seveda je izjemno zanimivo kompleksno vprašanje, ker jaz sem se ga seveda loteval na raznih koncih. Tudi ja, hvala za tisto opazko, mogoče nekaj bolj radosti, recimo, knjiga, ne, proti tistemu, ko se zahteva kri, pa neko obliku trpljenja. Zdaj, trpljenje je ena stvar, ki seveda vsi poznamo, ne, ampak ta obsedenost, recimo, določenih krogov teoloških za tem, da tudi sem imel predstavitev te iste knjige pred časom v Kopru, torej ameriške izdaje, ki je enaka. Sta mi tudi dva teologa zelo ugledna, sem bil zelo počaščen, da sta bila na predstavitvi in sta pač mi postavila vprašanje, protestantska, vendar sta pogrešala to preko akcijo, ne, v tej knjigi, to kri, neke vojne in pa naprej. Tega me je manjkalo. Zdaj, meni tega ne manjka seveda, ne, sploh ne danes, ne, tako da se pa zavedam, kaj je vse vzadej. Jaz mislim, da sam sem na nek način poskušal iz tega tudi seveda izplavati, ne, ker vsi smo v tem toku in bolj ka ne smo, moramo proti toku kar na močno plavati in včasih v tem nazaj potegne in naprej, ne. Jaz sem imel vedno težave seveda z vsako projekcijo Boga, ki bi bila v sebi to, kar bi rekel Heidegger v tistem obratu, ne, ki ima v sebi mahinacijo pa nasilnostni modus, ne. In jaz sem vedno videl, pač, če božanstvo kakorkoli eksistira, biva, vprašanje seveda ni čisto govorjeno nikoli, je na ravni tistega, kar Heidegger imenuje milde Designs, ne, to je milina biti, drugače ne more biti. To je ena stvar. Druga, recimo, tak zanimiv utrinek, jaz sem zelo, rekel, veliko v tej knjigi vključil tudi tega liberalnega filozofskega mormonizma, ne. Zdaj, mormone, verjetno večino od vas pozna kot te prijazne, rekel, misionarje, ki so v Ljubljani hodili s temi značkami, ampak jaz imam tukaj čisto drugo izkušnjo. Jaz sem pred desetletjem že srečal enega uglednega profesorja z Yale v Nemčiji, sem se z njim pogovarjal in sem ugotovil, da je to tako prijetna in prijazna oseba in tako veliko izobražena, da mora biti nekaj zelo narobe, ne, pač tudi ameriški intelektualec. In mi je povedal, da je torej mormon. Sem se začel zanimati, kaj tukaj zadaj, ne, ker če neka oseba, ki je mormon, tako veliko res navdihujoča in prijetna za pogovor, za intelektualni pogovor, mora biti v tej religiji nekaj posebnega. In dejansko sem marsikaj odkril in kot en taka provokativni odgovor, ne, mormoni so nastali v 19. stoletju, torej času Darwina, in so že ukalkulirali za svojo religijo. Po eni strani so razmišljali čisto na mistični ravni, torej ta Joseph Smith je imel čiste, rekel, v gozdu, čiste vizije, še zadnji let na zgodovini, ki jih to lahko imel, danes je to nemogoče v taki količini vizije dobiti, ne, imaš pač mobitel, imaš vse to, ne moreš težko živeti več. Ampak bolj zanimiva je njihova vizija trojice, ne, oni namesto Boga očeta imajo Elohima in to pomeni pluralnost bogov, torej oni verjamejo v pluralnost bogov, v starem smislu, judovskem, ne, tem pred rekel Joševo reformo, ki so pač, vemo, v 7. stoletju dejansko izumali ime Jahve, ne, označevalec Jahve se je javil v 7. stoletju in so ga uporabili in zlorabili za stvari, ki jih je delal ISIS tudi potem obratno, ne, iz islamskega vidika. Torej, to je popolnoma enako, ne, ista raven. Torej, Boga vzameš in z njim greš, tako kot so pač talibani sesutili v Banjanu Bude, ne, tako kot so muslimani sesutili, torej ISIS, tele stare stvari, tako so pač takrat šli sesuta, ne, Ašero, pa tisto, kar je bilo prej. Ja. Torej, mormoni imajo na vrhu Elohima kot pluralnost Boga, potem imajo spodaj Jezusa kot Jahveja, ampak Jezusa kot tega, kot ga že mi poznamo, iz mesa in krvi, in potem imajo duha kot pnevma, ne, torej kot diha. In to je čisti obrat, rekel trojice. Gor imajo pa še Boga žensko, ne, poleg Boga, torej Jezusa kot moškega, imajo še Boga kot žensko. Sicer ne priznano v današnji mormonski cerkvi, ampak dovolj priznano, da s tem operira cela cerkev brez vsakih težav. Mene je zanimalo še nekaj, ne, tudi v prejšnjih knjigah, predvsem Antigoni. Vemo, da so eni kar kriptični odlomki v Bibliji, ki govorijo, da je imel Boga, ne, torej Jahve zdaj, pred seboj razprostrto neko tkanino ženskosti, ko je ustvaril. In zdaj bolj ortodoksna, taka linearna interpretacija bo rekla, ja, najprej, če je bilo ex nihilo, je mogel on biti, pa je pa nekaj si razprostrl. Ampak vsi ti, ki so nekaj o tem vedeli več, torej tudi ruski mistiki,
Solovjev in tako naprej, pa tudi Teilhard in mnogi drugi, tudi Indijci, ki so brali in so bili zelo pod vplivom krščanstva nekateri, so rekli, ne, to je bila, ta Sofija je bila pred njima, ne. In to je nekaj zelo pomembnega in vemo, da je imel verjetno Jahve tudi Ašero kot družico, pa so seveda tudi uničili, ker to ni več kar delovalo, tako kot tudi stari Grči ni več delovalo, da bi imeli zdaj kar ženska božanstva, se tudi pri Jezusu, v njegovem krogu ni več delovalo, da bi lahko Marija Magdalena in njene sopotnice postale apostolinje ali pa apostolke, ne. To ni šlo, ne, niti z Jezusovem času, čeprav bil bližu temu. Tako da jaz se mogoče malo manj ukvarjam sicer s temi zgodovinskimi temami v teologiji, pa religiologiji, ker pač stavno vsega tudi ne moreš narediti, ne. Se pa me zave na prejšnji odgovor upiram temu s tem, da pač ne priznavam preprosto niti cerkvenega, niti religiološkega ali teološkega nauka, ki bi želel Boga postaviti na tisto, ko so prej omenila neko metafizično, ne stopnico, ampak tisto res absolutno, tisto horizmo, ne, s Platona razliko, dvojno črto, tega jaz ne vidim in tudi še ena zanimiva mormonska spet prilika, ne, oni verjamejo, zato je pa seveda vsi se z njih naučujo, pač resni teologi na rokovajih, da tako kot je bil nekoč Bog človek, bo tudi Bog nekoč človek postal Bog, to je njihov nauka, ne. Skratka, tudi Bog nekoč, to je pa še potem nadnauk tega, ne, torej ne samo, da je Elohim pluralen, pa da je Jezus nekako tisti Bog kot Jahve, ampak pravijo celo Bog v začetku ni bil še Bog, a ne mogel postati Bog. In to je popolnoma meni skladno z nekim, tudi lahko, neko evolucijskim, ampak neko bolj pošteno resnico, po drugi strani pa teološko, po drugi strani pa ljudje, seveda imamo pa možnost te divinizacije, o kateri rad govorim, pobožanja, ne, ki pa je nekaj, k čemu ne moramo stremeti, ne. Tega verjetno ne bomo dosegli nikoli, ampak nekaterim je pa vsaj za trenutek uspelo, nekemu Frančišku morda je, ne vem, ne, nekim redkim Hildegardi morda, ne vem, nekim ljudem, ki niso pol zapadli v kakšne tudi take, grehe, če tako rečemo, ne, ki so bili nekako čisti v smislu elementarne, krščanske in tako naprej misli, ne. Tako da to, kar religije, česa so sposobne, je seveda strašansko, ne, in zato Slota taka mogoče želija, ne, v tej svoji, ki ste tudi kritizirali, od meni čisto ljuba, ta njegova popolna, ne, pravi, da so danes ti migracijski tokovi iz onstranstva taki, da se bo izpraznilo onstranstvo, ne, pač vera v onstranstvo, da je preveč, da je toliko migracij. Ampak po drugi strani, jaz mislim, da to je malo pretirano, ne, in da jaz ne bi šel prazniti teh, prostorov upanja, pa tega, kar je religija vendar je pomenila, ampak bi rekel tako kot Dewey, ki je napisal to malo knjižico leta 30, skupna vera, on je rekel, jaz sem to napisal za vas, mladi, ki vam danes govorijo, da niste verni, da ste ateisti, ampak vi niste ateisti, vi samo niste ta pravi za desne, pa za leve, ne, vi ste za leve, ste pač verni, ker še verjamete v nekaj, za desne ste pa premalo verni, ker ste, in jaz se s takimi očitki že cel življenje soočam tudi, ne, in se mi zdi, da pol, kot tudi Roth je enkrat rekel, da je bil za desne lev, pa za leve desen, vedno sem rekel, da sem mogoče na pravi smeri. Lahko je to zelo aktualno, ne. Jaz sem papeža Frančiška takoj pozdravil, sem tudi za Delo takoj napisal članek v podporo pri nastopu pri sedanjem papežu, ne, v 14. pa nisem tako siguren, še z njega nisem niti približno potrukal. Me je pa malo dvomil vsado vame, ki imel tisti nastopni govor, v katerem se zelo zavzemal mir v Ukrajini in paste. Frančišek tega ne bi nikoli rekel. V Ukrajini in sveti deželi. Ni rekel Palestina. To je zdaj lahko povezava na Trumpa, je lahko povezava na celo to ameriško omagane, je lahko povezava na Izrael in tako naprej. Ne vemo, kaj bo naredil. Jaz sem vem. Mogoče vas kdo ve, kaj bo naredil. Jaz ne. Ker pastori me prestrašajo. Ja, debata je odprla tisto polje, v katerem morda v knjigi neposredno ne govorite toliko in tako izrazito. To je vprašanje seveda vedno politične
sekularizacije religije, ki je vedno Politične teologije. in politične teologije. Pa se morda nekoliko bolj izrazito nasloniva še na druga referenčna polja, ki jih vi ves čas, v vseh treh delih omenjate, Ira Garay, in seveda številne evropske filozofe. Pa vendarle hkrati jasno kažete, kako je treba odpirati polje mišljenja, če hočemo danes premišljevati Boga v postkrščanstvu, on stran bi rekla krščanstva. Morda nekoliko več o tem, ne nazadnje imate tudi številne mitopoetične reference tudi na slovensko staroverstvo, na slovenske. Ja, če se dobro tega dotaknete, ta knjiga, kot sem rekel, je nekako notar ta rekel sem, da bi želel razneti iskrico sinhronicitete. Se pravi, sinhroniciteta po Jungu je nekaj, kar pač je v naši psihi globoko prisotno in vsi pač on je verjel, da so to arhetipi, da lahko sanjamo podobne stvari, podobne tipe sanj, da imamo podobne tipe tudi seveda, rekel, uvidov, mističnih stanj in tako naprej, kar je dokazano, ni treba pravzaprav iskati znanstvenih dokazov, ker vemo, da se mistiki zelo pogovarjajo, pa pesniki, pa filozofi in tudi kakšni teologi na dokaj isti ravni. In ta, seveda je postkrščanstvo, kot sem že prej tudi rekel, je tu pa ni tu, skratka, je krščanstvo pa spet ni celo krščanstvo, je nekaj, kar tudi vstopa v to sinkroniciteto tradicij in dovoljuje seveda, da se odpremo tudi drugim tradicijam, se to je danes samoumevno, ni pa bilo, še za časa Schopenhauerja, on je bil prvi, ki se je nabavil 2000 knjig in 200 knjig je imel na temo neevropskih pa nekrščanskih verstev, recimo, to je bilo takrat veliko. Ker recimo v knjigo naročil iz St. Petersburga, tako da je prišla pač res z kočijo, pač tega to ni bilo veliko, to ni bilo lahko dobiti 200 knjig. Tako da on je nekako prvi in sem tudi s tem se veliko ukvarjal. Ampak rad bi se vam mogoče tega malo staroverstva vsem lotil, ker se mi zdi, da je pomembno. Jaz sem se pač tekom te knjige dotaknil tudi te slovenske, kot jaz pravim, prvotne religije. Nekako sem tvegal to označbo, sicer sem se posvetoval tudi z Andrejem Pleterskim, ki mislim, da je največja referenca za vprašanje, recimo, tako povezave zgodovine, arheologije, etnologije in recimo staroverstva, ker sam nasledi, na podobni sledi dolg časa delal v svojem smislu in sem ga vprašal, Andreja, lahko rečem jaz, da je staroverstvo slovenska prvotna religija, to govorimo indigenous religion, govorimo, to je tisto, kar recimo je v Sloveniji pristno. Zdaj, to je seveda zelo, zelo, rekel, lahko katastrofalna novica za cerkev, pa za krščanstvo, da ti to zdaj reče, ampak ni se zabata, ker ne mislim v tej smeri. Dejstvo pa je seveda, da je bilo staroverstvo, ki je nekje prisotno na slovenskem, rekel, na Goriškem, pa v zgornjem Soški dolini, da je bilo vendarle dovolj močno očitno, da ga je cerkev se odločila zatreti, kar je potem France Bevka popisal v knjigi Umirajoči Bog Triglav, da so pač v 15. stoletju, mislim, če se ne motim, lahko nekdo popravi, torej v Tolmino, tako zabili tisti vodnjak, iz katerega je izvirala voda, sveta, in tudi požarili drevo, ki je bilo sveto drevo staroverca. Staroverstvo je potem preživelo, in tisto, kar je zanimivo, seveda, da je pravzaprav neka kontrareligija na nek način, krščanstvu, da ima za glavni simbol kačo, ki pač vemo, če verjameš v kačo, verjameš v zlo v krščanstvu, tam pa verjameš v kačo kot v stvariteljico, verjameš v kamne, mogoče danes si omenjala, da te kako to marsikoga intrigira, tukaj na naslovnici te knjige, ki smo izdali pri ZRC SAZU, ena čudovita pokrajina, polna kamnov. In ja, staroverci so verjeli, da je, tako kot bi John Caputo rekel, da je božansko, ki je pa pri njih celo ženskega spola, ni karmana, da je utelešeno v kamnu, v rastlini, v ptici, v živali, v človeku, v reki in tako dalje. Skratka, neka animizem. Ampak, kaj mi od tega imamo? Jaz bi vsem, kaj smo mi pozabili, da en odlom, kot Davida Abrahama prebral, tukaj ga imam. David Abraham je po mojem mnenju verjetno vodilni svetovni ekofilozof in tudi en največjih poznavalcev
teh indigenih, torej prvotnih religij, ker on je pač Američan, ki je judovskega rodu, ki pa živi v Arizoni, v bližini ameriških indijancev in po drugi strani pa celo prejšnje življenje, ko še ni bil filozof, preživel kot street magic je delal, torej to ulično magijo, ulične trike in je hodil po celem svetu in se seveda družil šamani, vrači, ki so tudi to znali na svoj način in je torej nekako združil to magično sveta pozabljeno za starimi izročili. On takole pravi, ker kaj smo mi, namreč zakaj to govorim? Staroverstvo je izključno ustna tradicija. Mi smo tako obsedeni s pisnim izročilom, tudi Jezus je zapustil samo ustno izročilo, v aramejščini. Mi ne vemo, kaj on zares govoril, nihče ga ni posnel, nihče ga ni zapisal. Kar imamo so ustni vir aramejski, pa imamo ustni grški vir, pa imamo pa zapisan grški vir. Skratka, te vmes je ta lakuna, kot se reče, je vprašaj, kaj je vmes. In ko je pročeval David Abram te inuite, recimo, torej severnoameriške ljudstva, je takole rekel, kar zatrepetam med govorjenjem o stvareh, ki so jih te ustne tradicije imele za tako svete in še bolj ob tem, ko pišemo o teh razumevanjih, saj ni bilo nikoli mišljeno, da bi bile te stvari zapisane. Priklanjam se različnim ljudstvom, ki so bila na teh območjih, kjer živim, prvotnejša, kakor tudi živalim, rastlinam in duhovom tega izmučenega terena, sprašujočih za dovoljenje, da lahko tukaj pišemo o teh stvarih. Kajta ta vedenja skozi zgodbe, o katerih vem tako malo, morajo biti vendar vnovič slišana in tisto, kar jim je skupno, moramo začutiti, prepoznati ter obnoviti, če želimo, da bo uspevalo življenje. In na poti k postkrščanstvu sem jaz prepričan, da se bo moglo tako malo rekel, kot tista prispodoba, da je treba, ne vem, kaj Kanta potegniti čez Hegelovski ogenj, kako ne, da bo treba to krščanstvo, vendarle, ki ga imamo tukaj nekako v žilah, pa utripa v nas, potegniti skozi to staroversko izkušnjo in iz njega ven lahko izide, po mojem mnenju, neka zanimiva varianta postkrščanstva. In to, kar so recimo staroverci prinesli, kar se ohranilo, to je neverjetno in kar je zanimivo, če mogoče še sklenem, je, da so seveda notri so neka, rekel, kontrakrščanska stališča, ampak v smislu, rekel, vse navezave na krščansko. Predvsem so tudi slovanske izročila, nočno so še starejša izročila, ki jim ne vemo čisto izvora. Kot mi je pa Andrej Pleterski zagotovil in zakaj so kamni tako pomembni, je pa notri še nekaj, namreč Slovani, ki smo, pa če sem ponosen Slovan recimo in nekako se mi zdi, da premalo damo poudarka na to, kar smo seveda mi bili, preden smo bili pokristjanjeni kot slovanski narodi. Namreč Slovani smo prišli po, kot mi je rekel Andrej Pleterski, in to je zelo zanimivo, smo prišli na območje Evrope kot najbolj primitivni narodi indoevropski, v smislu narekovajih primitivni, ker smo sabo nesli najbolj staro paleolitsko še vsebino, ki jo še nismo pozabili in uničili. In ta paleolitska vsebina je seveda, to so tudi kamni zraven, to je pač nek svet, ki je nam čisto tuja, in ta povezava utripa tudi v staroverstvu. Tako da če hoče krščanstvo se povezati spet s temi elementi, ker pazite, Jezus, kaj je Jezus delal? On je elemente spremenil, vodo v vino. Vse to nič drugega ne pomeni, kot da je bil nek čarodej elementov. Jaz ne verjamem, da je vino naredil, ne verjamem, da je kruh pomnožil dobesedno. Verjamem pa, da je bil sposoben energije, ki so bile na nekem smislu zbrane, preusmeriti v neko drugo konstelacijo energije, da je bil nek mojster, rekel, te magične transformacije, ki pozabljene, kot nek rekel, ja, da je delal to street magic v smislu neke vrhunske religije, kot David Abram delal. In če bo želelo krščanstvo priti do tega, da si predstavlja Jezusa, kako počepne in takole prime zemljo, pa tako malo spusti ven, pa kako recimo z dihom ustvarja, pa kako recimo Jezus, ko umre, to je moja interpretacija iz Antigoninih sester, Jezus, ko umre, ko izdihne, jaz sem prepričan, da v tem trenutku je Sveta Trojica v strašanski krizi, in se mora Jezus dejansko vrniti na način, kot je opisano tudi v ostajenskem, rekel mitu, ampak narativu. Vrne se pa tako, kot vemo, da pride nazaj, da sreča najprej Marijo Magdaleno, ki reče, ne dotikaj se me, zdaj to bo rekel, ja, noče, da se ga dotika, ampak ne, jaz to mislim, to pneumatska metafora, torej, ne dotika se med tem smislu, videla se tukaj zdaj zaščitena s to razliko, diha med sabo, in potem še lepo pravi to srečanje že žensko, gre do svojih učencev in izdihne nov dih nazaj. To so take, rekel, take stvari, ki jih potem najdemo in vidimo, da je seveda v elementarnosti, v ognju, v zemlji, v zraku, v vodi, tudi vemo, da voda je
bistvena za krst, zakaj pol vodo uporabljamo pri krstu. Vse bi lahko pač ljudi imeli neko štempilko, ne pa bi štempljali in tako naprej. Skratka, neke stvari so v ozadju, ki jih moramo spoštovati, da so z razlogom. In Feuerbach je recimo zelo to cenil, pač elementarnost, trdil je, da je človeško telo tisto, ki je pravzaprav nek organ Boga, da so elementi pomembni, da je voda pomembna, da je zrak pomemben. In mislim, da staroverstvo recimo lahko to prinese. In tudi seveda druge religije, ki jih ne morem za vse po vrsti omenjati, omenila si Vede, da sem delal, name so Upanišadi izjemno vplivali, ker so bile v 8. stoletju pred Kristusom in našim štetjem nek unikaten primer, ki ga druge po svetu nisem zaznal. Torej, to je čas Hezioda recimo, ampak Upanišade, torej v času Hezioda in v času recimo po Davidu, na judovski ravni, pa v času recimo pred Konfucijem, pa torej poznega prerokovanja v stari Kitajski, torej tega ni podobnega. Upanišade pa imajo tako filozofski, kot kozmološki, kot mitološki, kot teološki vidik nota združeno, še ne razcepljeno. In jaz sem to sledil, v to sem se nekako prav zaljubil, bi rekel, v te Upanišade, jih tudi potem zelo delal in nesel tega duha potem v te svoje knjige. Omenili ste ta nujno potrebni dialog krščanstva s staroverstvom, pa ne nazadnje je tudi eno zadnjih poglavij vaše knjige naslovljeno kot Bog v dvojini, torej Bog kot odnos do drugega. In tudi sami vzpostavljate še en dialog znotraj svoje monografije Bog v postkrščanstvu, ki nas na nek način tudi vrača k tem, vendarle tudi grškim temeljem filozofije kot torej modrosti, in to je dialog z umetnostjo. V knjigi so tudi fotografije Maje Bjelica, ki nekako korespondirajo vaši filozofski misli, torej posnetki kamna, soli, elementov, temeljev sveta. Ja, umetnost nam je zelo vplivala, tudi umetnost nekje v zgodnejših časih, sem bil mlajši, seveda sem bil glasbenik, sem bil ves v glasbi, igral pač klarinet, ki je torej inštrument, skozi katerega živiš, praktično ves čas, ko ga igraš, skozi njega dihaš. In pravzaprav tvoje telo je nekako združeno s tem inštrumentom in skozi njega v bistvu to prano ali pa pnevmo, kakorkoli že vodiš, v glasbo. Meni se zdi, če smem, zdaj fotografije govorijo same zase, mogoče ne bi toliko o njih govoril. Fotografije so namreč iz serije, ki jih je naredila Maja Bjelica, ki je moja nekdanja doktorska študentka, zdaj pa naša raziskovalka. Ona je tudi poklicna, izobražena fotografinja in solinarka. In ta serija fotografije je solina. In soline so, po mojem mnenju, kvintesenca elementov, ker združujejo vodo, ogenj, sonce, zrak in zemljo. In zato se igrava skozi sol s temi elementi. In tudi sol ni brez razloga v veri, v Bibliji, eden izmed najpomembnejših metafor. In če nazaj, torej, jaz svoje knjige tako razumem. Mary Douglas je nekoč rekla, da je treba Biblijo brati skozi ring composition. Se pravi, Biblijo mi ne smemo brati linearno, ampak jo moramo brati, kot je ustvarjena v seriju prstanov. Torej, v središču en prstan, ki ga okroža drug prstan, pa tretji, pa četrti in peta. In ti, ko pomen tega prstana dobiš, moraš pomen zaključiti na koncu tega prstana, ampak greš še skozi druge. In torej, branje Biblije po njej, ki je antropologinja in ki je tudi obvladala hebrejščino in jo obvladala, ni linearno, in tudi moje knjige za to čas imam bilo težavo brati, niso čisto linearne, ampak so malo bolj podobne kakšni simfonija. Mogoče ne najbolj, kakšnemu najbolj skladatelju, ki je primer neke res najbolj linearne zgradbe, ampak recimo vemo, kaj glasba prinaša. Glasba je po Schopenhauerju nekaj, kar dobimo iz kozmosa ven. Zdaj ne bom rekel, da se toni lebdijo, pa jih mi povežemo, ampak nismo pa daleč od tega. Naš recimo se nekaj skrivnostno poveže z glasbo. Recimo, ko sem pred časom nekje, sem bil na Tajvanu, pa sem poslušal enega japonskega
znanega, rekel, skladatelja, sem začutil neko mistično malem, rekel, tako mistično izkustvo, da ta človek, ki je že umrl, skozi to glasbo res komunicira z nami ali pa z mano, celo v tistem trenutku na nek skrivnosten način. In to glasba seveda je, ne. Glasba je neka, rekel, komunikacija z nečem, kar je inherentno kozmosu, saj tudi Platon je to vedel, pa Grki so vedeli, da oni sicer malo mogoče pretiravali s temi razmeri, ne, ampak vedeli so Grki, vedeli so tudi Indijci, vejo, ne, da je glasba nekako v kozmosu prisotna in da je človek verjetno potem za trenutek si sposodi, pa v nekem jazzovskem sessionu, ki ga zdaj občudujem sam, ne, ki se 3 ljudje dobijo in ustvarijo, zapleten, razpleten in se potem jo vrne nazaj svetu, ne, skratka se ne smemo lastiti. In tako tudi jaz te knjige vidim, ne mislim, da so te misli nekako potem naša lasta, ne, ker jaz sem vedno imel težavo, da nisem pa tu posedovati misli, sem imel težavo predstaviti ljudem, kaj pa verjamem, kaj pa je tista moja, ne, ker večina ljudi, filozofov, ima to, rekel, potrebo, da ima neko trdno vero ali pa neko trdno oporišče v neki misli, potem okrog tistega obsedeno išče, ne. Mene pa to ni recimo nikoli zanimalo, jaz sem bil v Tübingenu recimo v razponu 3 let, ne, in sem pač, ko sem prvič prišel enega jezuita videl, ki je delal Kantov opus posthumum, pa sem čez 3 leta ga videl na istem mestu, pa še delal še vedno opus posthumum, pa še vedno bil še bolj dolgočasen kot prejšnji sem ga videl, ne. In recimo, jaz sem v tem času mogoče tvegal več kot ona, ne, tudi več naredil napak, ampak mislim, da smo različni ljudje, no, tako. Eni pač so bolj arhivisti, eni so bolj metafiziki, eni so bolj to. Jaz pa sem imam bolj za enega, rekel, neuresničenega glasbenika v filozofiji, ki pač potem poskuša to združevati. Poleg tega seveda tudi literatura, prej bil en Hölderlin, pa preko sem ta Sveta igra sveta kot knjiga umetnosti, ne, ki me navdušila. Jaz mislim, da absolutno velja tista misel Heideggera, ne, da pač umetniki, filozofi, teologi se nekje srečamo na istem vrhu, narekovaj, zdaj, čeprav to ni nujno vrha, ne, in da pač, kot je Rorty rekel, ne, če bi mu stav dala, ne, Rortyju, če jutri propade svet, ne, pa je treba na hitro rešiti vso literaturo, pa vso filozofijo, rekel, dajmo literaturo rešiti, ne. Ja, in jaz sem tle z Rortyjem čist stega. Ja, iskrena hvala za to platonistično apologijo filozofije kot heprote muziki. Morda pa vendarle dovolite, da zaključimo z mislijo akademika, profesorja dr. Tineta Hribarja. V uvodnem vprašanju ste se nekako izognili neposrednemu odgovoru, pa vendarle imenitno posredno odgovorili že o pomenu tako filozofskega premišljevanja, raziskovanja in seveda pisanja Lenarta Škofa v njegovi filozofski trilogiji od etike diha Antigoninih sester, predvsem pa do zadnje knjige Bog v postkrščanstvu. Knjiga je izšla v zbirki Slovenska filozofska misel. To je zbirka, ki ste jo pravzaprav utemeljili prav vi z prvim zvezkom, ko je šel leta 1984 vaš kopernikanski obrat. Nekaj o obratu in obratih ste danes že govorili, pa vendarle še enkrat poziv o kaj pravzaprav v to slovensko filozofsko misel prinašajo te raziskave Lenarta Škofa. Mislim, da je to mogoče povedati z enim samim stavkom, ne. In to je stavk, s katerim zaključujem svojo trilogijo o nesmrtnosti, ne. Glasi se pa to, kar bi bilo lahko tudi na koncu tvoje knjige. Rad imeti, to je vse. Hvala lepa. To je bilo danes vse. Če ima pa še kdorkoli kakršnokoli vprašanje, seveda z veseljem sta današnja gosta zagotovo na voljo. Pardon, elektroinženir, samo na kratko. Bog kot srce tega sveta, mi nekako na Nikolo Teslo, ki je govoril, pač, da bo vse naprej ljudje vse povezani in se bo razvili globalni možgani kot celoti zemlja možgani. Potem lahko rekli, da je Bog kot možgani tega sveta in potem
zanimivo vprašanje v tej luči, ker na našem inštitutu smo ravno letos 1. januar začeli en nov projekt o Nikoli Tesli, ne, ki ga vodi Goraz Andrejč, v njem pa raziskuje Tibor Hrs-Pandur, ki veste, da je vodilni teslolog in je izdal tudi 2 knjigi, ne, vrhunski. In Tesla dejansko imel izjemne intuicije in zdaj smo šele začeli to proučevati. Tibor dela z arhivi, ki jih še nihče ni odprl, ker so prvič tako dragi, drugič pa v srbščini, v hrvaščini, srbohrvaščini in jih ne bere vsaka, ne. In Tesla ima neke izjemne, bi rekel, intuicije in nekje pravi, on je sicer solarni monist, bi rekel, on je verjel, da je sonce tisti vira, ne, božji energije, in je rekel, da je v svojih nekih intuicijah, ki jih je imel včasih, ker je bil, kot veste, imel intuicije, ne bil pač navdihnen človek, ne, je rekel, da kadar je navdihnen, se mu zazdi, da je ta ves svet izvira z ene točke v vesolju, ne, in to točko je povezal z neko energijo, recimo, ne bi rekel sonca, ampak nekaj, kar je ontološko na soncu, ne, težko to rečemo, ne. Zdaj, umetna inteligenca ste mi pa seveda dali seveda izziv. Teilhard de Chardin, ki je, mislim, da umrl v 50 letih in je bil paleontolog in teolog, ne, in jezuit. On je torej študiral kamne, hkrati bil pa jezuit in je študiral evolucijo in jo vozil v smeri noosfere. On je prvi računalnik, ki je videl in je rekel, to je zraven, ne, to je vključeno. On je videl prvi računalnik, ki so zelo preprosti. In jaz ne vidim težave, ker recimo sem danes pozabil omeniti Marka Pogačnika, ne, ki je bil tudi izjemno pomemben zame, ker sem njegovo knjigo bral Ljubljanski trikotnik, pa ko se boginja vrne, ko sem bil še zelo mlad, hodil po Ljubljani in se rekel, pa se ne more ta filozofija, ki jo jaz slišam na filozofski, pa z spoštovanjem do profesorjev in tako Uršiča, ki je bil vpliven zame in Hribarja tukaj, ampak vse ni bilo nezadostno, vse skupaj, ne, rekel, 3/4 super, en del mi je pa manjkal. In tisti del, ki mi je manjkal, sem v tem vedno iskal. In Marko, recimo, je zanimivo, ker verjame v litosfero, in pravi, vse računalniki delujejo pač na podlagi mineralov, ne, in imajo mineralno jedro v sebi, ne. Zdaj, on lahko je kot New Age razglašen, pa ni, ne, bom jaz lahko argumentiral, pa ni danes časa, ampak tukaj postavljate tako zelo zanimivo vprašanje, ne. Jaz sem v enem članku, ki sem ga nedavno napisal, nekako zagovarjal to teardovsko, pa tudi v liniji Ilje Delio, ki je nekako optimistka AI-ja, ne. Zdaj, imamo 2 liniji, pač ena pesimistična, ena optimistična. Jaz bi želel, da gremo lahko po optimistični sledi in da bi rekel, da seveda vse AI se ni samo od sebe ustvaril in umetna inteligenca in je seveda možno, da bi se znotraj recimo neke prihodne, kar je tudi že, se je končno tudi tale Stanislav Lem to že napisal, ne, v tistem znanem, rekel, svoji znanstveno-fantastični povesti, ne, da je to možno, kar sugerirate, ne. Ampak želim ostati seveda optimističen, da je možno optimističen smisel, ne v distopičnem, ne v tistem, kar lahko pač se bojimo, ne. Ampak ne smemo se pa bati preko te linije, ne, elementarne, materialne, če vzamemo resno, moramo na žalost priznati, ne, tudi da je ta del našega sveta, ta digitalen, nekako lahko na nek način vključen, ne. Ampak moramo biti previdni in moramo pač slediti temu teilhardovskemu instinktu. Priporočil bi tudi Iljo Delio, torej, ki je teilhardovska frančiškanska teologinja ZDA, ki je tudi profesorica biologije, farmakologije, skratka, veliko ve o svetu, ne o biologiji, skratka, in o tej sestavi sveta, da lahko kaj več reče, kaj jaz ne na to temo. In hvala za to vprašanje, no, samo upam, da razumete, da recimo en korak dlje, ne, do tega, a se Jezus lahko tukaj telesi, pa recimo ne bi upal reči, ne, ker bi bilo premalo konteksta, ne. Ampak skozi Teslo bi pa rekel, da lahko razmišljamo, ne, o marsičem in bomo to tudi zdaj pokazali, ne, s to raziskovalno skupino. Hvala lepa. V tem primeru mislim, da smo izčrpali današnjo razpravo, da je bilo to dejansko vse in da seveda lahko še kakšna neformalna vprašanja sledijo tudi po samem zaključku današnjega literarnega.